Wow. Pozdravljeni ljubitelji turnega kolesarjenja in pa narave. Danes se ponovno odpravljam na en kolesarski izlet. In sicer sem štartal iz Borovnice, ki se nahaja 20 km zahodno od Ljubljane, približno 20 km. Tam sem parkiral avto, tako da bom naredil eno krožno pot. Trenutno se vzpenjam proti Novaški gori. Borovnica leži na nadmorski višini 305 metrov, Novaška gora, vrh pa je na 998 metrov. Tako da me zdaj čaka kar nekaj vzpona, približno 700 metrov. Zdaj v začetku pa je vzpon na taki lepi makadamski cesti v prečudovitem gozdu tukaj nad Borovnico. Bom potem šel naprej še do Rakitne, potem pa od Rakitne se bom potem spustil po drugi cesti do Borovnice. Tako da upam, da bo na poti kaj zanimivega, da se nam odpre tudi kakšen lep razgled. Danes je vreme tako optimalno, sončno, zelo prijetne temperature. Takole vzpon še kar traja. Vem, da to za gledalce ni najbolj atraktivno. Kako bi ta čas vzpona izkoristil, da podam eno svoje mnenje. In sicer velikokrat me kdo vpraša, takole, ko ga srečam, ja, to kolo mora biti pa zelo drago. Seveda ni poceni. To vsekakor ne. Vendar pa je to odvisno, kako na to gledamo, kaj nam to predstavlja. Kajti vsak človek ima svoje prioritete, svoje potrebe, svoje veselje. Torej, če govorim zase, mi to kolo ogromno pomeni. Zato sem bil pripravljen za njega tudi nekaj več odšteti in tudi bil pripravljen varčevati zanj. In danes, po vseh kilometrih, ki sem naredil, mi ni škoda enega evra. Ampak poudarjam, meni, kar pa ne pomeni vsakemu drugemu. Poglejte, v živem spominu imam človeka nekaj časa nazaj, ko sem se takole pripeljal do ene planinske koče in ta možakar sedi pred kočo in me gleda, v bistvu gleda bicikel in reče, ja, to kolo je pa sigurno stal 5000 evrov. In jaz tega možakarja gledam, kako on strastno, res veliko strastjo vleče cigarete. Ga pogledam še bolje in vidim seveda na obrazu brazde in korenine, kar pomeni nekako prekajen
prekajena koža na obrazu. V redu. Torej, ta možakar, predvidevam, pokadi na dan 1 škatlo cigaret. To je najmanj, ampak ok, računam 1 škatlo na dan. Glede na povprečne cene, ta možakar, kateri me sprašuje, koliko je to kolo drago in se čudi temu, ta možakar je to kolo spihal v zrak v 2 letih in pol. S tem, da si je vse skozi seveda v teh 2 letih in pol škodil svojemu zdravju. Tako da vedno pravim, da ima vsak človek svoje prioritete, svoje prednosti. Poglejte, nekdo bo vse dal za to, da bo si kupil dober avto. Ne vem, da bo izpadel jack, karkoli. Ni važno, njegova stvar. Če tudi bo za ta avto vzel kredit, ga vzel na leasing in vsak dan za to jedel pasjo radost. Nič hudega. To je on. Njega to veseli, da ne govorim, koliko je potrebno potem še stroškov za vzdrževanje takšnega avtomobila. Ampak ok, to je njegova stvar. Spet nekdo, tretji, ga sploh ne zanima avto ali karkoli drugega. Zanimajo ga pa potovanja. In bo ves denar privarčeval za to, da bo šel na drugi konec sveta, ker mu je to veselje, ker mu je to prioriteta. Spet nekdo, četrti, si recimo umisli kuhinjo za 30 000 evrov. Superca. Zakaj ne, če uživa v tem? Če mu je to prioriteta. No, druga stvar je, da mnogo kateri od teh, ki si umislijo tako drago kuhno, seveda kuhajo potem v letni kuhinji, to se pravi prejšnji stari kuhinji, ki jo preselijo v neko pritličje, karkoli, in kuhajo potem tam, da se ta nova kuhinja ne omaže, ne obrabi. No, to je isto, kot če bi jaz kupil kolo in ga ne bi rabil oziroma bi se vozil z enim prejšnjim kolesom. Ok, vsak ima spet svoje veselje. Nobenemu nisem nevoščljiv, nikakor ne, nikomur. Tudi če ima kdo jahto, ja halo, naj jo ima. Kaj to mene briga, mene to sploh ni v veselje jahtati. No, obstaja pa potem še ena kategorija ljudi, ki jih pa ne razumem. No, to je pa verjetno edina kategorija ljudi, ki jih ne razumem. To pa so ljudje, in pravzaprav ni jih niti tako malo, ki samo kupčkajo denar kot hrčki in si nič ne privoščijo oziroma živijo kot nek revež na računu ali kjerkoli premoženje ali v financah pa premoženja še in še. Če bi pa tega človeka videl v živo, pa bi rekel, da nima za burek. Tudi taki primeri so. No, to je pa res edina kategorija, ki je ne razumem. In seveda, na drugi strani so tudi ljudje, ki si nič od tega ne morejo privoščiti. Seveda obstajajo tudi taki. Ampak še vedno trdim, če ima nekdo neke sanje, neko močno željo, potem se bo odrekel nečemu drugemu in pač delal na tem, da pride do tiste želje, ki pa seveda ne more biti predimenzionirana, se pravi v okviru nekih lastnih sposobnosti, ne v okviru nekega kreditiranja itd.
No, samo to sem želel deliti z vami, da je treba na stvari gledati malo širše. Lahko rečem seveda zase, da je bil nakup tega kolesa za moje osebno zadovoljstvo vreden vsakega evra in mi ni nikakor žal. Kako čudovit gost je tukaj. No, zdaj sem pa z makadamske ceste zavil na takšno kolovozno pot. Nahajam se pa trenutno na višini 750 metrov, tako da še približno me čaka 250 metrov. Moram pa reči, da je od Borovnice tako rekoč skozi samo vzpon. Šele na 850 metrih nekaj spusta. Strmina pa nikakor ne popušča. No, zdaj sem pa zavil na takšno kolovozno pot. Tukaj se je odprlo malo, tako da je res čudovito. No, tukaj se pa vozim po taki utrjeni poti. V bistvu se nahajam tik pod vrhom, zdaj sem nekje na višini 977 metrov. No, prišel sem na vrh, se pravi točno 998 metrov. V bistvu je vrh zaraščen, tukaj ni razgleda, upam pa, da se bo kje odprl kakšen razgled še. Pravzaprav moram pa reči, da nič hudega, ker ni razgleda, zato ker vam povem, da vožnja in pot je pa vrhunska. Težko si že zaželite kaj lepšega, ker res je čudovito. Gost je tako lep, tudi sama potka, fantastično. Tu, če ni razgleda, me nič ne moti. Sigurno bo pa kakšen razgled še v tem času, ko bom šel naprej. Do vrha sem pa naredil 763 metrov. Pravzaprav se, ko sem rekel, od Borovnice navzgor se več ali manj skozi vzpenjaš. No. Ena dva počitka vmes so, drugače pa samo vzpon. Tako da od tukaj naprej pa me zdaj čaka nekaj spusta.
Takole, zdaj se pa spuščam proti Rakitni in tak lep spust v tej kolovozni poti. Zdaj sem pa prišel do jezera Rakitna. No, seveda, zdaj me je dobil pa še dež, tako da no, evo, dež počasi ponehuje, tukaj ta nastrešek me je pa rešil, da nisem čist premočen, tako da se mora počakati kakšne dobre pol ure. Evo, takole, zdaj sem se pa iz asfalta umaknil spet na tako makadamsko cesto, tako da zdaj me čaka kar nekaj spusta. Poglejte, kje je začela rasti nova smrekca. Neverjetno. Zdaj se pa vozim po taki blatni cesti, ampak ta je res dobesedno blatna. Tukaj v poti sem pa našel eno točko in se nam obeta en fantastičen razgled. Noro. Lepo se vidi ta Borovniška dolina. Škoda pa, da je danes vreme ponagajalo. Ta razgledna točka malo prej se je nahajala pa na vrhu, ki se imenuje Pruh, na višini 844 metrov. Zdaj se pa v te razgledne točke spuščam še naprej po taki makadamski cesti.
No, tukaj ob poti je pa še en žalosten del naše zgodovine. No, tukaj se pa nahajam ob Krimski jami. In tej žalostni slovenski zgodbi. Par 10 metrov naprej od Krimske jame pa pridete še do enega razgledišča, ki s pogledom na Borovniško dolino. Je pa tukaj treba biti zelo pazljiv, en napačen korak je lahko usoden. Zdaj se spuščam po tej cesti proti Borovniški dolini in močno upam, da me še enkrat ne bo dobil dež, ker bolj slabo kaže. No, kdo bi si mislil, da smo sred poletja, danes je namreč 31. julij. Tukaj se majčkeno vidi, kje smo prej bili. Sicer ta drevesa malo zastirajo pogled, ampak gore na vrhu teh hribov, tam so bile tudi tiste dve razgledni točki. Tako da se pa zdaj nahajam na višini 600 metrov, tako da me čaka še 300 metrov spusta. Pa spet rahlo dežuje, imam pa še, do avtomobila imam še 5 km slabih, tako da zdaj me niti več še ne zanima, lahko dežuje kakor hoče, jaz bom šel lepo do avta in to je to. No, tukaj se pa zdaj lepo vidi to hribovje. No, zdaj sem prišel v to Borovniško dolino, lepo me pere. To me, I'm still looking for the answers. I'm still searching for the key. The wreckage of my past keeps haunting me. It just won't leave me alone. I still find it all a mystery. Could it be a dream? The road to nowhere leads
Prišel sem na svojo izhodiščno točko. Neverjetno. Poglejte to, ravno tukaj je meja, skozi me pere dež do avtomobila. 100 metrov levo vam pokazal. Pa jasno. Poglejte to stran, kjer sem bil. To je ta stran, zdaj sem pa obrnil. In poglejte, kaj je na nasprotni strani. Neverjetno. In tukaj me čaka pa moj avto, tako da res neverjetno. Nič. Krog je bil res vrhunski, naredil sem nekje 950 višincev. Čudovita pot. Pot enkratna, gozdovi vrhunski, tudi ste videli lepi razgledi. Tako da priporočam to pot. Samo pač privoščim vam lepše vreme. To bo za danes vse. Imejte se lepo, uživajte, skočite v naravo in se vidimo ob naslednji pustolovščini. Adijo!